Razgovor v splošni bolnišnici Celje je za mano. Začel bi v 32. plačnem razredu, kar nanese 1100 evrov neto. Pravi Preskarjeva, da bi morda lahko uredila preskok za 5 plačnih razredov, a ne more nič obljubiti. Tako je lani junija Luka Kitak Subotič o razgovoru za službo v bolnišnici Celje obvestil svojega strica Tomaža Subotiča, takrat prvega nadzornika celjske bolnišnice. Ta mu je odgovoril: Bom govoril s Preskarjevo, preverim glede preskoka. In nato naslednji dan sporočilo o pogovoru s pomočnico direktorja bolnišnice za kadrovsko področje Andrejko Presker. Luka, dolgo sem govoril s Preskarjevo. Torej, imam besedo, če boš vsaj prvi mesec da boš napredoval, to je dodatno 350 do 400 evrov. Subotičev nečak se je nato v bolnišnici zaposlil decembra lani. Bil je izbran izmed 54 kandidatov, v času, ko je nadzorni svet bolnišnice še vedno vodil njegov stric. Ta nam je danes zanikal, da je lobiral za nečaka. Lahko vam le zatrdim, da nisem ne lobiral, niti se nisem pogovarjal na to temo. Poslal pa nam je SMS, iz katerega očitno izhaja, da ima zaradi medijskih objav njegov nečak težave v kolektivu. In nečakovo plačilno listo, ki kaže, da v celjski bolnišnici res zasluži okoli 1200 evrov in da od zaposlitve ni napredoval. Po telefonu smo priklicali tudi Andrejko Presker Borinc, direktorico za kadre, ki naj bi se o zaposlitvi pogovarjala s Subotičem. Zadev ni želela komentirati. Tudi v celjski bolnišnici danes nihče ni našel časa za nastop pred kamero. Le pisno so zanikali lobiranje in kakršnekoli nepravilnosti. Ministrica, pristojna za zdravstvo, pa danes takole. Bilo bi prav, da svet zavoda to pogleda, preuči in vidi, kaj na tem. Vkolikor se odkrije kakršnakoli napaka, karkoli, pa seveda morajo to naprej obravnavati pristojni organi.